Tokrat sem raziskovala Knapovski Triglav, na katerem stoji najbolj obiskana planinska koča v slovenskem Sredogorju. Turško kavo. Vmes sem zavila še na slabo urejeno označeno pot in se znašla na povsem drugem vrhu. Razširjena slovenska planinska pot, 13. del. Danes smo na Mrzlici, na 1122 metrov nadmorske višine. Vreme je super, razgledi pa božanski. Pot sem začela na prelazu Podmeja pri Lovskem domu, ki leži na 724 metrih nadmorske višine. Samo ime Podmeja namreč dobesedno pomeni pod mejo. Skozi zgodovino je tukaj obstajala meja že med Štajersko in Kranjsko deželo, pa vse do današnjih občinskih meja. Je tudi pomembna naravna meja med Savinjsko dolino na severu in Zasavjem na jugu. Včasih je bil to ključen prelaz za tovorjenje blaga, danes pa je obdan z gostimi posavskimi gozdovi in je idilično izhodišče ter ena najbolj priljubljenih točk za začetek vzpona proti vrhu Mrzlice. Kam gremo? Ribe. Ja. Šimnica. Dobro, da je pisalo, drugače ne vedela, ne? Tam pa piše Mrzlica. In kam kaže? Desno. Tako. Da gremo levo. Kazdela daje tempo. Cvetnega praha. Tukaj so že prečkali Svinjski vrh na 763 metrov nadmorske višine. Ker na poti ni označen, gre večina pohodnikov nevedoč mimo, tako kot sva šli midve. Medo. Čez Mrzlico poteka selitvena pot rjavega medveda, poleg tega pa so ti gozdovi zavarovani kot krajinski park Mrzlica in uvrščeni v Natura 2000. Joj. Nekaj snega pa še je. Ko gozd končno zamenjajo odprti pašniki, se odpre eden najlepših razgledov v slovenskem Sredogorju. Vidimo skoraj pol Slovenije. Rintovc pa Kočna pa Krvavc pol. Udobna gozdna cesta naravnost vodi proti koči, vendar naju je radovednost usmerila na kratek, a precej nepričakovan ovinek. Sledili smo oznakam za Homič. Pot sprva zgleda super, kmalu pa postane strma, slabo urejena in na debelo prekrita z rsečim listjem. A na vrhu je bil ves trud poplačan. Popoln mir, čudovit razgled in številni metulji, ki so se brezskrbno lovili v toplem pomladanskem soncu. Homič je sicer drugi najvišji vrh tega masiva in se dviga na 1082 metrih nadmorske višine. Je malo bolj skrit in ni del razširjene slovenske planinske poti, niti zasavske, je pa zato vključen v Preboldsko planinsko pot. Severna pobočja Mrzlice so večinoma porasla z bukvijo, na južnih pa so številni travniki in pašniki, ki segajo vse do vrha planine. Na pobočjih stojijo samotne kmetije ali redkejši zaselki. Ajde, 20 minut.
Se gre za kočo, tle pa za hrib. Teh zadnjih 15 minut strmine je po mojem mnenju razlog, da se temu hribu reče Knapovski Triglav. Lahki in udobni hoji po cesti je sledil najdaljši in najbolj strm klanec celotnega vzpona, ravno takrat, ko misliš, da si že skoraj na cilju. In po strmem klancu dosežemo vrh, na katerem se odpre 360-stopinjski razgled. Ostala sem brez besed, pa ne samo zaradi zaključne strmine. Mrzlica se dviga 1122 metrov nad morjem, z vrha pa vidimo Golte, Raduho, Peco, Pohorje, Boč, Donačko goro, Bohor, Gorjance, Kum, Nanos in Julice s ponosnim Triglavom. Pomahaj si. Pomaham si, bom jeseni videla. Ko leživa eno sva, prvič da me ni več strah, tvoja roka me umiri, ko da lebim. Ko leživa sanjava, več kot to se sploh ne da, tvoja sapa me umiri, ko da lebdim. Ko ostarim in pride čas, da ti boš ta moj glas, prosim, spomni se name. Le nekaj metrov pod vrhom stoji planinski dom na Mrzlici. Prva koča je bila tukaj zgrajena leta 1899, današnja pa velja za najbolj obiskano planinsko kočo v slovenskem Sredogorju. Zaradi svoje lege, gostoljubnosti oskrbnikov in dostopnosti je pravi magnet za pohodnike z vseh koncev Slovenije. Turško kavo. Tako se je zaključilo najino pohajkovanje na Mrzlico. Razgledi, koča, metulji in spet nas spomni, kako lepa je Slovenija. Hvala, da ste pohajkovali z nama in se vidimo naslednjič.